Pozdravljeni. Pred dnevi smo lahko prebrali izsledke zadnjega preverjanja javnega mnenja navdušencev Formule 1. In danes se bomo pogovorili o tem. Marsikdo izmed vas se bo sedaj spraševal, zakaj tako pozno prihaja na vrsto tema, ki je zanimiva in ki nam daje izjemno dobre iztočnice za nadaljnje razmišljanje. Namreč marsikdo izmed nas je lahko v preteklih dneh prebral marsikateri zanimiv prispevek o tem, kako so v anketi bili izraženi nepričakovani rezultati. In govorimo naprimer o popularnosti določenih voznikov oziroma ekip, kar bo glavna smernica tega prispevka. Treba je poudariti nekaj, da sem sam osebno nalašč počakal nekaj dni, ker sem pričakoval, da bo kdo izmed teh znamenitih avtorjev povedal tudi lastno mnenje, interpretacijo teh številk in seveda osebni komentar. A od tega ni bilo nič, zato sem sam pogledal, kje se da dobiti v celoti ta dokument, ki je prosto dostopen na internetu, in seveda ga prebral ter povlekel določene zaključke. Da bi šel od točke do točke, bi bilo izjemno dolgočasno in seveda tudi dolgo. Zato se bom omejil na tiste glavne ter najbolj zanimive točke. Začnimo kot običajno na začetku. Kako relevantna je ta raziskava? Koliko v resnici zrcali tisto splošno mnenje navdušencev Formule 1? Če preberemo prva poglavja, bomo lahko zasledili navdušujočo novico. Tokrat so zbrali največje število anket do sedaj, nekaj več kot 167.000. Ampak po drugi strani, ukolikor pogledamo uradne podatke, bomo kaj hitro izvedeli, da v lanski sezoni je imela Formula 1 433 milijonov posameznih gledalcev. In to ni vsota gledalcev na vsaki dirki, temveč vsota vseh edinstvenih gledalcev, torej vseh nas. Ukolikor bi vsi mi gledali vse dirke, bi morali 433 milijonov množiti krat 17, da se bomo bolje razumeli. Torej, mnenje 433 milijonov nekako merijo 167.000 anketami. In govorimo o desetinkah odstotka. Torej, vsakdo izmed nas si sedaj lahko predstavlja, koliko je ta anketa relevantna. Seveda, ne moremo trditi, da odraža mnenje vseh nas, ampak kljub vsemu ima kar nekaj zanimivih iztočnic. Namreč prva izmed tistih zanimivosti je popularnost med samimi ekipami, kjer mnogi strokovnjaki trdijo, da je Ferrari najbolj znana in najbolj popularna ekipa. Zgledovali so se po tistih prejšnjih rezultatih, kjer je skuderija Ferrari dosegala približno 30% vseh preferenc. Ampak kar naenkrat se je na prvem mestu znašel McLaren. In kako da je Ferrari doživel tak padec? No ja, nihče se ne more spuščati v podrobnosti na tako majhnem vzorcu, ampak sam lahko izrazim svoj komentar, svoje mnenje, svoje mnenje, tisto, kar bi pričakoval od onih, ki so bliže svetu Formule 1. Kolikor pogledamo meritve, bomo opazili, da prvo merjenje je bilo praktično opravljeno leta 2005, po fantastičnem obdobju Michaela Schumacherja.
Na to je prišla meritev, ki je bila izjemno blizu naslovu Kimija Räikkönena, in v sezoni 2017 je bil enkraten boj med Lewisom Hamiltonom in Sebastianom Vettelom. Od sezone 2017 pa do danes je skuderija Ferrari po meritvi izgubila 10% priljubljenosti. Zakaj je prišlo do tega? Prvič, verjetno zaradi pomanjkanja naslovov, rezultatov, in drugič, kar je moje osebno mnenje, zaradi pomanjkanja karizme. Prišlo je do kar nekaj menjav v skuderiji in na površje so prišli ljudje, ki nimajo tiste karizme, ki jo marsikdo pričakuje. Govorimo o Elkanu, govorimo o Binottu. Mnogokrat smo lahko videli, kako mahata zastavo essere Ferrari, biti Ferrari. Ampak biti Ferrari, po mojem osebnem mnenju, pomeni več kot mahati z nekim robčkom. Pomeni boriti se, živeti s strastjo do dirk in skušati zmagati vsako dirko. Kar pa v zadnjih sezonah je bilo izjemno daleč od resnice. Po drugi strani, pri McLarenu so izkoristili pravi talent Zacka Browna. On ni znan v svetu motošporta po tem, da bi bil dober vodja ekipe, dober inženir. On je publicist. In ko se je enkrat odmaknil od ekipe, kar smo videli z pozitivnim učinkom, je začel McLaren propagirati. Zanimivo je, da ekipa, ki je ena v največjem finančnem minusu, ima tudi eno izmed največjih priljubljenosti. Treba je povedati, McLaren ima svojo ekipo tudi v seriji IndyCar, kar tudi doprinese k kar lepemu številu sledilcev. Čeprav so Evropejci tisti, ki so bili v večini anketirani v tej raziskavi. In tudi mnogi igrajo na noto nostalgije, McLaren ter Mercedes. Poleg tega v letošnji sezoni zmaga, nekaj, kar pri Ferrariju nismo videli. Ampak tudi imamo nek zanimiv moment, kolikor pogledamo malce bolj podrobno te rezultate. Opazili bomo, da tovarniška ekipa Mercedes je še bistveno manj priljubljena kot Ferrari. Ampak tu je treba poudariti nekaj. Prvič, to, da podatki, ki jih kažejo za tovarniško ekipo Mercedes, so v prejšnjih merjenjih pripadali Hondi ter ekipi Brown. In sedaj se bomo vprašali, ali navdušenci nad Hondo so v sezoni 2005 glasovali za tisto, kar je danes tovarniška ekipa Mercedes, in danes svoj glas namenili Red Bullu. Meni bi bilo to logično. In logično mi je tudi, da na Japonskem je najbolj popularna ekipa Red Bull. Ampak ne zaradi svojih voznikov, ne zaradi svojih uspehov, zaradi Honde. In sedaj se lahko vprašamo, kaj se je zopet spremenilo pri Ferrariju od sezone 2017 do danes. Zamenjali so voznike. In med njimi v sezoni 2017 je bil prisoten Kimi Räikkönen. Po mnenju mnogih avtorjev, eden izmed najbolj priljubljenih voznikov v cirkusu Formule 1. Vsaj tako lahko beremo in poslušamo mnogokrat. Ampak, če pogledamo rezultate te raziskave, bomo ugotovili, da temu ni tako. Namreč, Kimi je po popularnosti še malce nižje od Alonsa. Še zdaleč ni tako popularen kot Lando Norris. In to je po mojem osebnem mnenju razumljivo. Kimi vozi za Alfa Romeo Racing in ne za Ferrari. Nima tistih uspehov začetka svoje kariere. Ne navdušuje novih generacij. In zato njegova popularnost pada. Za mnoge, ki se ukvarjajo s Formulo 1,
je bil še do pred kratkim Kimi najbolj popularen, poleg onih velikih. Ampak tudi med velikimi vidimo kar precejšnja nihanja. In tu je treba poudariti Lewisa Hamiltona, ki je izgubil kar nekaj priljubljenosti. In nekdo se bo sedaj začel spraševati, zakaj. Je morda njegovo obnašanje, njegov stil, njegove izjave, njegova politična angažiranost? Ali je praktično bil Lewis Hamilton pred nekaj sezonami edina opcija za navdušence Formule 1 iz Velike Britanije? Sedaj sta prišla Lando Norris in George Russell ter nekako razpršila glasove, ki so bili prej hočeš nočeš namenjeni samo Lewisu. Seveda, vprašanje je kar nekaj, ampak na njih tisti, ki imajo kar dober dostop do informacij, nam nočejo odgovoriti. In mnogokrat se zgodi, da določeni navdušenci so privrženci določene struje, zato ker ta zmaguje. Spomnimo se, koliko nemških zastav je bilo na prizoriščih Formule 1, ko sta zmagovala Michael Schumacher ter Sebastian Vettel. Ko se je tisto zlato obdobje za nemško publiko končalo, so tako zapustili Formulo 1, da velike nagrade v tej državi sploh ne prirerajo več, ker ni zanimanja. Nekaj podobnega se je mogoče zgodilo tudi pri skuderiji Ferrari. In treba se je zavedati, da pravi navdušenec je tisti, ki pokaže svojo privrženost v trenutkih krize in ne v trenutkih, ko zmage prihajajo same po sebi. In tudi zato moramo na take raziskave gledati z malce rezerve. Namreč videli smo, da je izjemno majhen vzorec dal presenetljive rezultate na tisto, kar je bilo do pred kratkim samo po sebi umevno, vsaj za nekatere avtorje. In to mogoče tudi zaradi tega, ker je bil res vzorec premajhen in je prišlo do tiste statistične napake, ki je podobo rahlo izkrivila. Sam sicer ne verjamem, da je McLaren tako popularen. Pridobili so seveda kar nekaj novih navdušencev, še zdaleč ne toliko, da bi bili najbolj popularni v celotnem spektru Formule 1. Mnogi navdušenci se spomnijo McLarena z časov Ayrtona Senne, Mika Häkkinena in še bi lahko naštevali, ampak to še ne pomeni, da od sezone 2017 do danes beležijo tak porast. Seveda, ekipa, ki si zasluži vso pozornost v Formuli 1, ampak to še ne pomeni, da rezultati, ki smo jih videli in o katerih smo brali tako pogosto, držijo. Kot običajno, gre za moje videnje, za moje mnenje, s katerim se pa vi tudi lahko ne strinjate. In zato imamo pripombe, kjer bomo lahko predelali še marsikateri zanimiv podatek. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.